tokrat pripravila splošno napoved in tudi napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in tokrat za vstop oziroma za povezavo Marsa in Ketuja v Levu. Torej, Mars je vstopil v Leva in se je pridružil Ketuju, ki je sem vstopil konec maja tega leta. In to je taka ena zelo, zelo eksplozivna, energična povezava in zato sem se odločila, da pripravim torej splošno napoved in tudi napoved za vsa znamenja, torej za to povezavo, torej Ketuja in Marsa v Levu. Zdaj, ta združitev, torej Marsa in Ketuja v astrološkem znamenju Leva, se je začela 6. junija, torej ta združitev je že, astrološko in bo trajala vse do 28. julija 2025. Torej, to bo skoraj 2 meseca ta povezava. Zdaj, ta povezava je kar taka močna, kot sem rekla, zelo eksplozivna, zelo intenzivna in ima tudi, kar bom rekla, velik pomen v Džotišu, torej v vedski astrologiji, ker srečanje teh dveh planetov lahko sproži res intenzivne in tudi transformativne in nepričakovane dogodke in izkušnje. Tako da ta povezava je res zelo, zelo močna. In te izkušnje in spremembe se lahko dogajajo tako na osebni ravni, kot tudi na družbeni. Zdaj ne vem, če pač gledate kaj medije, poglejte, koliko nasilja je, kaj se je zgodilo v Avstriji, torej pokol v šoli, streljanje, in to je v bistvu že sprožila ta povezava. Torej, ta povezava prinaša res veliko sprememb, ampak nažalost tudi veliko nasilja lahko. Če torej ne gre ta energija v pravo smer, torej lahko sproži tudi nasilje. In to se že dogaja. Tudi v Ameriki, torej protesti se dogajajo, o tem sem že govorila, ko sem govorila o Rahuju, ki je vstopil v Vodnarja, torej Rahu se že nahaja v Vodnarju in predtem sem torej naredila tudi napoved, torej vstop Rahuja v Vodnarja, to sem naredila v napovedi za leto 2025 in sem povedala, da bojo nemiri, da bojo torej se ljudje upirali, da bojo zahtevali svoje pravice, tudi sem že govorila tam, da bo veliko nasilja, sploh v poletnih mesecih in to se nažalost res dogaja. Torej nemiri, torej ljudje se upirajo, ne vemo, kaj se v Ameriki dogaja, torej upori, ljudje so šli na ulice, torej to je sprožil ta vstop Rahuja v Vodnarja, torej te nemire, Ketu je pa vstopil v Leva in se tukaj zdaj 2 meseca druži s Ketujem, torej to pa sproža nasilje, torej ti nemiri in upori torej niso lahki, niso mirni, ampak so eksplozivni, so pogojeni z nasiljem. Tako da to se bo zdaj dogajalo še naprej, torej do konca meseca julija, do 28.7.2025 je ta povezava, tako da vas moram vse opozoriti, da bodite malo bolj previdni, posebej v komunikaciji s kakšnimi ljudmi, za katere vidite, da so nepredvidljivi, nasilni, torej se raje umaknite. To je pač moj nasvet. Zdaj pa jaz bi pač nekaj povedala tudi o osnovnih značilnostih Marsa, Ketuja in Leva in kaj zdaj pomeni ta združitev, mogoče malo bolj konkretno, ampak naj se na hitro predstavim, sem Uršula, sem vedska astrologinja, torej Džotiša, astrologijo, ki jo delam je Džotiš, torej vedska astrologija, sem tudi tarot svetovalka, torej tudi polagam tarot, vse, kar delam, tudi učim, torej tako Džotiš kot tarot, učim tudi druge karte, torej ciganke, naredila sem tudi svoje karte Rozeta in ko bom naredila individualno napoved, bom na koncu za vsako znamenje pogledala tudi, kaj vam govorijo moje karte Rozeta. Zdaj, to je moj kanal, torej Orakel oči, Oracle of Light, Uršula Zakrajšek, vabim vas, da ga všečkate, da se naročite, vabim vas tudi, da se naročite na moje e-novičke, kjer boste pridobivali in dobili veliko napovedi, ki drugače niso dostopne splošno, ampak so dostopne samo naročnikom mojih
No, vidiš, tako da vabljeni. Torej, lahko se vpišete preko moje spletne strani oraclelight.org, spodaj bom dala vse povezave in se lahko vpišete. Torej, morate vedeti, da jaz upoštevam torej sideralni, ne tropski zodijak, torej sem vedska astrologinja, to posebej poudarjam, torej džotiš delam, sem vedska astrologinja in če ne veste, kaj ste po džotišu, ker to je malo drugačna astrologija kot torej zahodna, morate torej pogledati, kaj ste po džotišu v ascendentu, luni in v soncu, tako naredite tako, da greste tudi spodaj na povezavo, bom tudi prilepila link do ene spletne strani, izpolnite podatke in tako izveste, kaj ste po džotišu in potem seveda lahko spremljate moje napovedi, ker moje napovedi niso narejene po zahodni astrologiji, ampak so narejene po džotišu, to posebej poudarjam, In morate vedeti, kaj ste po ascendentu, kje imate luno, sonce, potem lahko moje napovedi tudi berete in spremljate. Zdaj vas še tudi naj opozorim, da ne spregledate tudi napoved, ki sem jo zdaj naredila, torej za premik karmične osi Rahujeva, Vodnarja in Ketujeva leva. Napoved je narejena v PDF obliki, dobite napoved za čisto vsa znamenja, tako da lahko pogledate za ascendent, luno in sonce. Je pa tudi zelo ugodna cena, torej 32 €. Greste lahko na mojo spletno stran oraclelight.org, se vpišete torej imam en tak obrazec, kjer se vpišete za to napoved, vplačate 32 € in dobite to napoved potem po mailu. Torej in seveda lahko potem napoved pogledate po vašem ascendentu, luno in sonce. No, zdaj bi pa seveda šla nazaj k tej moji predstavitvi, torej vstopa Ketujeva leva oziroma povezavo Ketuja in Marsa v levu. Pa bi nekaj informacij sem na kratko povedala, kdo je Ketu v vedski astrologiji. Torej, to je južni lunin vozel in predstavlja v vedski astrologiji duhovnost, neke vrste, bom rekla, umik, odvezanost, tam, kjer je Ketu vedno nekaj, se od nečesa umikamo, tam, kjer imamo Ketuja, potem se od tistih stvari, ki jih tista hiša predstavlja, umikamo. Torej, če imamo Ketuja, na primer, v drugi hiši, se umikamo v družine, ne govorimo tako radi, imamo težave s premoženjem, lahko, Če, na primer, je v, 8. hiši, potem je to, na primer, zelo dobra postavitev, ker imamo izjemno razvito intuicijo, lahko imamo sanje, duhovne oziroma sanje preroške, ampak je podobnega, torej Ketu je izjemno duhoven planet in predstavlja transcendenco, torej dvig zavesti, zelo dobro je postavljen tudi v 12. hiši, ki samo po sebi tudi pomeni dvig zavesti, ampak drugače to predstavlja mistiko, predstavlja pa tudi preteklost, torej karmične lekcije iz preteklosti, torej Ketu predstavlja tisto, kar smo prinesli iz prejšnjih življenj, torej predstavlja karmo, Tudi daje občutek praznine, lahko nezadovoljstvo z materialnim svetom, lahko daje prekinitve, nepričakovane, hitre, ker on odreže. Tako da zdaj tale Ketu Mars povezava, torej v tisti hiši, kjer se bo pri vas nahajala, tam vas lahko doleti neka hitra, bom rekla, taka nenadna prekinitev. Lahko tudi, bom rekla, nasilna ali pa taka res hitra, resno, ki vas lahko tudi vznemeri, ker je tukaj zraven Marsa. Potem torej predstavlja tudi izgube Ketu, nenadno hitro odreže nekaj. Tudi predstavlja intuicijo, notranje znanje in razsvetljenje predstavlja Ketu. Lahko povzroči zmedo, torej tam, kjer se nahaja, odtujenost, tudi pasivno agresijo, tako da res bodite pazljivi, torej kot sem že prej rekla, v odnosih s kakšnimi ljudmi, za katere niste ravno sigurni, kako se bojo odzvali, raje se umaknite. Torej, ker tale Ketu Mars res sproža kakšne nasilne reakcije, nek nasilen odziv. In zato, če vidite, da je nekdo jezen, se raje umaknite. Potem predstavlja tudi duševne izzive, če ni dobro postavljen, na primer povezavi z luno, nam prinaša odtujenost čustveno, da smo umaknjeni v čustev, da se ne moremo z drugimi ljudmi povezati in tako dalje. Torej, bi lahko še o Ketu veliko govorili, ampak zdaj na kratko, torej, kaj je ta Ketu, torej, če čisto samo ponovimo, torej, je
ketu je torej predstavlja razsvetljenje in predstavlja nek res, nek umik in odreže. To si morate za ketuja nekako zapomniti. Zdaj, kaj pa Mars? Mars je pa planet borbe, akcije, poguma, in se povezuje z energijo, močjo, impulzivnostjo in borbo, daje tudi samozavest, pobudo, fizično moč, tam, kjer ga imamo, če ga imamo dobro postavljenega, nas tudi varuje, torej on je tudi zaščitnik Mars. Drugače predstavlja moško populacijo, predstavlja drugače tudi vse uniformirane ljudi, torej gasilce, policiste, kirurge, športnike, Mars je šport, aktivnost, dejavnost, torej Mars je zelo aktiven, in zdaj v povezavi s ketujem torej prinaša neko hitro aktivnost, nekaj na hitro odreže, na hitro useka, in zato je v bistvu to lahko neka situacija agresivna in zelo hitra, in zato pač je treba biti v tej, bom rekla, situaciji previden, oziroma v tej situaciji, ko imamo zdaj tega ketuja in Marsa v levu. Torej prinaša agresijo, eksplozivnost, konflikte, spore, torej agresijo, Mars le predstavlja fizično moč. Pač Mars hoče nadzorovati, ukrepati in zmagati, torej on je bojevnik. Mars je bojevnik, torej to je rimski bog vojne, Mars. In predstavlja aktivnost, predstavlja vojno, konflikte, agresijo, in še zakaj je torej zelo pomembno, da ste torej previdni v tem času, tudi zaradi tega, ker včeraj, zdaj, ko to snemam, smo 12. junija, včeraj 11. junija je bila pa luna v Škorpijonu, polna luna v Škorpijonu, je bila sicer zelo dobra luna, torej taka, ki prinaša moč, torej ki prinaša velike priložnosti za manifestacijo, ker je bila v Džešta nakšatri in torej, kot sem rekla, bila polna luna, ampak seveda Škorpijonu Mars vlada in seveda je zelo povezana tudi s to energijo ketuja in Marsa v levu. Tako da Škorpijoni in ovni, Mars tudi ovnom vlada, to bo za vas torej obdobje, ki bo zelo pomembno, torej zelo pomembno, torej smo rekli od zdaj od 6.6., to se je že začelo 2025 do 28. julija 2025, torej bodite pozorni, predvsem torej Škorpijoni in ovni, tudi levi, seveda, ker se to dogaja v levu, ampak torej Škorpijoni, ovni, levi, torej izrazito, torej bodite pozorni, ker se ta energija vas res dotika osebno. Tudi bodite pozorni, torej, če imate luno ali sonce v teh znamenjih, torej pozorni morate biti tisti, ki ste v ascendentu ovni ali Škorpijoni ali levi, pozorni morate biti pa tudi tisti, ki imate v ovnu, v Škorpijonu ali v levu sonce, luno ali luno, tudi vi morate biti bolj pozorni. In seveda, torej bila je tale luna v Škorpijonu, torej 11. junija, in seveda luna predstavlja naša čustva, našo podzavest, naš kako mi razmišljamo, kako čutimo. In tale polna luna v Škorpijonu bo zdaj v 2 tednih prinesla neka intenzivna čustva, lahko močne notranje preobrazbe, razkrivanje resnic in seveda pod vplivom tega ketuja in Marsa v levu tudi lahko kakšno nenadno hitro prekinitev. Torej lahko boste kaj izvedeli in boste z določenimi ljudmi prekinili, če so vam na primer kakšno stvar torej zatajili. Tudi za vas to velja, torej tudi če vi kaj skrivate, če ste vi komu kaj zatajili, bi se tudi od vas lahko kdo umaknil, če bo za to zvedel. Tako da bodite previdni. Torej, resnica bo prišla na dan, to bo obdobje torej resnice, obdobje upora, torej ko se bomo uprli, lahko na osebnem nivoju, torej na osebni ravni, lahko pa na globalni tudi. Zdaj, Škorpijon je vodni znak, je zelo tak, bom rekla, Škorpijoni so zelo globoki,
globoko čutijo, pri njih grejo na vse ali nič, oni niso nek zmeren znak, ampak so zelo globoki, zelo strastni. In seveda torej ta polna luna je prinesla ta strastna, globoka čustva in seveda velike spremembe zaradi tega. In torej škorpijon je tudi povezan torej z močjo, globino, nadzorom tudi spremembo, to je le 8. hiša. Škorpijon predstavlja v osnovi astrološko 8. hišo sprememb, preobrazb, tudi karmičnih dolgov. Potem seveda škorpijon tudi predstavlja intuicijo, duhovno poglabljanje, skrivnosti in to bo zdaj vse zelo v ospredju. In seveda luna v škorpijonu pa nas posebej vodi v podzemlje čustev, ker so to globoka čustva. In seveda tale luna v škorpijonu lahko prebudi naše travme, naše stare rane, strahove, neizrečeno resnico. In v tem času torej se lahko zgodi, da bomo končno povedali stvari, odkrili lažnivce, odkrili resnico in torej, kot sem rekla, spremenili torej situacijo. Lahko bomo prekinili s kakšno osebo, ki pač nam je kaj tajila, izvedeli resnico in seveda vse to nas bo zelo, zelo spremenilo. In potem nas čakajo seveda spremembe. Torej, kot sem rekla, torej škorpijon je v osnovi 8. hiša preobrazb, strahov, podzavestnih vzorcev, tako da lahko se vam prebudijo torej ti strahovi, podzavestni vzorci, travme, podzavestni škodljivi programi in zdaj bo tudi zelo, zelo dobra priložnost, da to razrešite, da se s tem soočite, torej da sprejmete to in da to tudi razrešite. In seveda tale polna luna nam bo pomagala, torej da bomo se čustveno očistili, da bomo spustili nadzor, da bomo zaupali v proces transformacije. In zato seveda lahko pride do nekih čustvenih prebojev, karmičnih razpletov, tudi nenadnih uvidov, to vse, torej zdaj v 2 tednih, ker je bila tale polna luna, se to zdaj lahko zgodi. Potem seveda ta polna luna se je zgodila oziroma je bila v Džešta nakšatri, ki je pa zelo znana po svoji močni zaščitniški, kraljevski, pa tudi intuitivni energiji. Torej njeno božanstvo je Indra, ki je kralj bogov in ta varuje, torej bdi tudi nad odgovornostjo in močjo. To je zelo pomembna nakšatra, torej pomeni najstarejša, najbolj spoštovana. Torej ljudje, ki so rojeni v tej nakšatri, torej ascendent ali imajo luno, sonce, pa kakšne pomembne planete, več planetov v tej nakšatri so zelo, spoštovani lahko, torej, ker ta nakšatra daje zrelost, modrost in moč vodenja, torej so dobri voditelji. In zdaj tale polna luna torej nas spodbuja, da bomo prevzeli odgovornost zase, tudi da bomo zaščitili sebe, svojo energijo in postavili jasne meje drugim. Seveda posebej, če nam je nekdo lagal, če nekdo se pretvarja, če nekdo nosi masko, bomo zdaj to videli in seveda od njega zahtevali resnico, zahtevali torej spremembo, torej ni nujno, da se nam zgodi sprememba, lahko jo bomo zahtevali od nekoga drugega. Ampak seveda je pa tako, da če to zahtevamo od nekoga drugega, se ponavadi tudi mi spremenimo. Torej, to je pač zelo, intenzivna energija te Džešta nakšatre, ampak tudi modra, ker gre za moč, ki prihaja iz izkušenj in neke notranje stabilnosti. Drugače pa Džešta prinaša tudi izjemno moč manifestacije in seveda, kako bomo manifestirali, če bomo razrešili travme, podzavestne strahove, škodljive notranje programe, potem se bomo torej zavedali, kaj delamo narobe oziroma kaj nam podzavest govori in nas omejuje, na kakšen način nas podzavest omejuje in potem tudi se torej lahko naučili manifestacije oziroma zmanifestirali nekaj. Ampak seveda moramo najprej sčistiti podzavestne programe, škodljive programe. Ljudje dostikrat to ne razumejo pri manifestaciji, kako v bistvu manifestacija sploh poteka. Torej mi, na primer, ne moramo manifestirati nekaj,
če imamo v sebi nek škodljiv program, ki nas blokira, a ne? Torej, mi ne moramo, torej, bom rekla, manifestirati, kaj jaz vem, v naše življenje, privlačiti oziroma privesti neko osebo, ki nas bo imela rada, če na primer imamo v sebi nek škodljiv podzavestni program, da si ljubezni ne zaslužimo, a ne? In naša podzavest je zelo, zelo močna in nam uravnava življenje, torej v resnici nam podzavest uravnava življenje. In če na primer vi v sebi mislite, da niste vredni ljubezni, da niste vredni pozornosti, da si ljubezni ne zaslužite, potem boste težko manifestirali torej v vaše življenje nekoga, ki vam bo dal pozornost, ki vam bo dal ljubezen, ki vas bo imel rad, a ne? Res bom rekla, ki se vam bo posvečal, a ne? Ker imamo pač ta škodljiv program v sebi. Najprej moramo to razrešiti. Prvo se ga moramo sploh zavedati, da ga sploh imamo, potem ga moramo pa seveda počistiti, a ne? Torej spraviti na površje, da se ga zavedamo, počistiti in potem šele lahko privlačimo v življenje torej ljubezen, a ne? Zdaj, to je na področju ljubezni, to je seveda na kateremkoli področju, to je lahko tudi v zvezi z denarjem ali pa s čemerkoli drugim, a ne? Torej, zato je zelo, zelo pomembno, torej, da prvo razrešimo te podzavestne strahove, travme, te škodljive programe, potem seveda lahko manifestiramo. No, zdaj bi pa pač na kratko tudi povedala, kaj je pa znamenje lev, v katerega zdaj vstopa oziroma je vstopil oziroma sta torej vstopila, ne, torej Keto je že noter, Mars je že noter, sta tukaj zdaj v levu, ne, lev je ognjeno znamenje, vlada mu sonce, predstavlja ponos, pogum, tudi voditeljstvo, izražanje sebe in seveda zato, ker je Ketu v levu, torej bo to zelo, bo močno čiščenje pri voditeljih, a ne? In zdaj, ker je Mars Ketu, torej v levu, lahko nekdo na hitro odleti iz voditeljske pozicije, torej iz svojega prestola, a ne? To se lahko zgodi. Torej, če je neka oseba delala narobe ali pa če ni vodila tako, kot bi morala, a ne? Da ni bila etična, potem jo lahko odnese z položaja, a ne? To je pač ena taka, bom rekla, nevarna postavitev za vse vodstvene kadre, a ne? Drugače lev predstavlja tudi kreativnost, predstavlja ego, željo po pozornosti, stabilnost, čast, ponos, željo po vplivu in seveda v negativnem smislu predstavlja lahko egoizem, pretirano dramatiziranje, avtoritarnost, tako da v tem času se lahko pojavi tudi neko dramatiziranje, ne, tudi vi se morate paziti, da se ne boste spuščali v kakšno dramo, a ne. In kaj zdaj torej pomeni ta združitev Marsa in Ketuja v levo, torej nekaj sem že povedala, torej, ampak bom zdaj torej še enkrat, to je seveda eksplozivna in zelo intenzivna in karmično izjemno močna kombinacija, jaz bi rekla temu spopad titanov. Zdaj, če ste gledali ta film, a ne, če ga niste, si ga pejte pogledati, pa boste razumeli, kaj pomeni ta združitev Marsa in Ketuja. Jaz sem prav ta asociacija mi je prišla spopad titanov, a ne. Torej, to je res ena taka velika moč, agresija, lahko nasilje, pač ta močna, intenzivna energija, ki bo seveda se torej spopadla med sabo, a ne. In zdaj, kaj prinaša ta povezava? Torej, a ne, kot sem že prej rekla, lahko konflikte, spore, ego bitke, torej na osebni ravni, ne pazite, s kom greste v vojno oziroma v spopad, ker mogoče ne boste zmagali, torej bodite pazljivi, a ne. Lahko nasilje, kar sem rekla, že dogaja, a ne, v Ameriki so izbruhnili protesti, o tem sem že govorila, a ne, torej Rahu je v vodnarju, to spodbuja proteste, ljudje se borijo za svoje pravice, a ne. In zdaj seveda torej vstop Rahu je v vodnarju in seveda Ketu v levu in zdaj vstop Marsa, ne, ki je zdaj poleg tega Ketu je torej potem to vse še potencira, a ne, te proteste, a ne. Ker Mars v levu želi vladati, voditi, ampak Ketu ga od tega pa umika, ker Ketu, kjer je, sem rekla, odreže, umakne in zdaj Mars v levu, torej ena taka močna energija, ne, ker nekdo želi voditi, želi biti na nek način mogoče agresiven do drugih, želi na vsak način uveljaviti svoje, ampak Ketu tukaj mu pa to preprečuje in zato bo to seveda konflikt, spor, a ne. Ketu ruši občutek nadzora, povzroča frustracije
In lahko seveda pride do nenadnih izbruhov jeze, konfliktov, lahko z avtoritetami, ko da pazite v službi, ker lahko pride do konfliktov z avtoritetami, posebej, če boste želeli, da vam šef dvigne plačo ali pa da vam da več prostega časa ali pa kaj podobnega, lahko pride do konfliktov. In seveda lahko pride tudi do prekinitve odnosov zaradi ranjenega ega. Potem ena zelo pomembna stvar, torej ta čas je izjemno močno karmično čiščenje in razkroj ponosa. Torej ljudje, ki delujejo na ponosu, torej bojo doživeli nek padec oziroma neko ponižanje lahko, ker Ketu reže iluzije in navezanosti in ko se poveže z Marsom v levu, lahko pride do padca ega, do razbitja ambicij, vprašanj samozavesti, do ponižanj, tako da in to je čas, ko se bomo soočali z neko globoko notranjo transformacijo in tudi dvomili v svoj namen, vlogo ali identiteto, torej se bomo vprašali. Lahko nekdo, ki je na neki poziciji vodilni, se bo vprašal, a jaz še spašem tukaj, ali mogoče bi jaz pa raje delal kaj drugega. In ljudje, ki so pod njim, se bojo spraševali, a je to dober vodja. In če ne bo dober, verjetno bo padel z pozicije. Potem tukaj bo močna povečana notranja napetost, ampak tudi priložnost za duhovni preboj. No, torej, povečana notranja napetost bo tudi priložnost za duhovni preboj tudi. Torej, zdaj ta kombinacija Ketu in Marsa torej spodbuja, da energija Marsa, ki je akcija, borba, aktivnost, torej lahko usmerimo tudi notranje, v meditacijo, v samorefleksijo, v zdravljenje travm, kot sem rekla, torej lahko dvignemo na površje travme, vzorce, strahove, podzavestne škodljive programe, se jih zavedamo, torej jih ozavestimo in seveda potem tudi rešimo. Torej, to je zelo dober čas za to. In seveda ob tem se lahko pojavijo stare karmične lekcije, občutki že videnega, déjà vu se temu reče, nenavadni uvidi ali duhovni napredek, ko se seveda človek umiri. Torej, to je globoka notranja transformacija. Če boste dvomili v to, kam greste, torej, če ste na pravi poti, torej počakajte, do konca julija, avgusta se bo seveda pokazalo. In to je v bistvu zelo dober čas, torej, da se posvetite sebi, se obrnete navznoter in v bistvu razrešite tudi nek svoj notranji konflikt, ker Mars lahko predstavlja tudi notranji konflikt s Ketujem v povezavi, ker Mars je konflikt, spor, v povezavi s Ketujem lahko predstavlja nek notranji konflikt, ki ga lahko nosimo že iz prejšnjih življenj, ker Ketu predstavlja prejšnja življenja in ga lahko zdaj razrešimo. Torej, to je zelo odličen čas za to, da ta notranji konflikt iz prejšnjih življenj zdaj tudi razrešite, ker to so seveda so v ospredju, torej stare karmične lekcije. Potem seveda ta povezava bo vplivala tudi na družbeni vpliv, ker na kolektivni ravni se seveda lahko pojavijo voditeljske krize, škandali, padci oblasti ali upor proti avtoritetam, kar se tudi že dogaja, kot smo videli v Ameriki. Potem protesti, vojaške napetosti, javni izbruhi jeze in seveda preobrazbe in spremembe v strukturah moči. Pomeni, vladarji se lahko zamenjajo, torej predsedniki, torej šefi, znane osebnosti, torej tukaj se bo lahko kaj dogajalo, tudi dramatičnega. Tako da, glejte, bo napeto, bo zanimivo. Zdaj, kakšne bi vam dala nasvete? Sem vam že na začetku rekla, torej umikajte se oziroma umaknite se od agresivnih ljudi, ker vam tole bo prineslo nič dobrega. Če se seveda soočite s tem, poskušajte ne reagirati impulzivno, predihajte,
Torej, Mars s Ketujem, torej, kot sem rekla, zna prinesti neke nepredvidljive, agresivne reakcije od nas vseh, torej tudi mi lahko reagiramo na hitro, nepredvidljivo, agresivno, ne? Torej, to ne velja samo, da srečate nekoga, ki je agresiven, lahko ste tudi vi taki do drugih, a ne? Tako da pazite. Opazujte svoj ego, kje ste preveč ponosni, kam vas vodi neka potreba po potrditvi, a ne? To se vprašajte. Potem bodite fizično aktivni, torej šport, ker se potem ta energija sprošča, ali meditirajte. Torej, usmerite se vase v svoj, če imate kakšne, bom rekla, notranje konflikte, za katere čutite, da so od nekje prej, a ne lahko tudi iz otroštva, poskušajte jih rešiti na ta način, da predihate, da meditirate. Mars drugače zahteva gibanje, torej energijo usmerite konstruktivno, torej fizično aktivnost, kot sem rekla, šport, meditacija. Lahko joga, a ne? Lahko, bom rekla, obiščete tudi kakšnega mojstra za reiki ali pa nekoga, ki se ukvarja z duhovnostjo in na ta način sprostite to energijo, ne? Potem se ne oklepajte neke kontrole in nadzora, ker Ketu prinaša izgubo nadzora. Torej, če bomo nasilno hoteli uveljaviti svojo voljo, bo Ketu to prekinil, nas bo onemogočil. Tako da sprejmite neznano, to je ključ, to je rešitev, objemite stvari, no, pač ne reagirajte impulzivno in ne oklepajte se kontrole. Če vidite, da pač nekaj ne gre, spustite. To je v bistvu, bom rekla, najboljši nasvet, ki vam ga lahko dam za to obdobje. Potem, če ste vodja, potem vodite z zgledom, ne z močjo. Torej, ne poskušajte nasilno nečesa uvesti, poslušajte druge ljudi, spustite ego, ne bodite preveč ponosni, poslušajte druge, kaj želijo in tako boste lažje rešili stvari. Torej, prava moč prihaja iz ponižnosti in integritete. No, zdaj pa kar začnimo z našimi napovedi po znamenjih, pa smo prvo pri našemu ovnu, za katerega sem že prej povedala, bo ta tranzit izjemno pomemben, ker seveda vam ovnom torej vlada Mars. In ta povezava, torej Marsa in Ketu je v vaši 5. hiši. Seveda Mars vam vlada, ne Mars, oven, torej vam vlada torej Mars, vlada tudi vaši 8. hiši in zdaj je to energijo torej vas in pa energijo 8. hiše sprememb in preobrazb, torej potegnilo v 5. hišo, otrok, znanja, ljubezni in uspeha. In kaj se zdaj tukaj lahko dogaja? Torej spremembe, torej vas osebno na področju otrok, znanja, ljubezni in uspeha. Torej, če otroke imate, otroci bodo lahko bolj jezni, lahko vas bodo vznemirili zaradi neke stvari, ki bodo naredili nepričakovano, lahko boste kaj o njih izvedeli, pa vas bo to vznemirilo, a ne? Lahko bodo konflikti z otroki, lahko tudi s partnerjem, lahko tudi z mentorji. Potem lahko boste imeli torej neko kreativno blokado, ali pa občutek izgube navdiha, ker to je 5. hiša kreativnosti. Mogoče boste želeli nekaj narediti, pa boste zelo težko se tega lotili, a boste pa kar izgubili neko voljo potem, da bi kaj naredili, a ne? Potem pazite na impulzivno vedenje, torej v ljubezni, do partnerja, tudi do otrok, če jih imate, drugače bo pa to priložnost za zdravljenje starih ran iz preteklosti, posebej ljubezenskih in v povezavi z otroki. Če si otroka želite, to ni najboljši čas za zanositev, ker boste zelo želeli, ne, ampak verjetno se vam to zdaj še ne bo uresničilo. Torej, poskušajte, če boste kreirali, ustvariti nekaj duhovnega ali pa to svojo kreativno nalogo, projekt, karkoli, povezati z duhovnostjo, pa vam bo šlo lažje, to bi potem lahko šlo čez, ne? Pa ne tekmujte preveč, vodite z odprtim srcem, če ste vodja, pazite na investicije, a ne? Drugače pa se vam s to pozicijo, Marsa in Ketu je v 5., torej povezavi s 1. in 8. lahko zgodi tudi neka sprememba v službi. Torej, lahko bi kakšen šef odletel, če ste vi šef, morate biti tudi pazljivi, a ne, neka sprememba, preobrazba se vam lahko zgodi tudi v povezavi s službo. Drugače pa ta hiša, torej
tudi hiša druženja, a ne. Mogoče se ne boste želeli nekaj preveč družiti z drugimi, no. Pač boste pa povabljeni na neko zabavo, pa mogoče se jo ne boste mogli udeležiti, boste želeli, pa ne boste mogli. No, ovni, torej za vas ovne, torej je to, kot sem rekla, zelo, zelo pomemben čas, a ne, ker torej vam Mars vlada in torej vam seveda torej lahko prinese neko prekinitev v zvezi, torej v ljubezni lahko, torej romantično, v zvezi z otroci, a ne, pazite tudi na zdravje otrok. Torej na zdravje torej otrok, če jih imate, a ne, pa tudi na vaše zdravje v povezavi s tem, če želite otroka, to tudi, no. Drugače pa ja, spremembe bojo. Lahko bi tudi izvedeli kaj o partnerju, torej v zvezi z ljubeznijo, bi tudi lahko kakšna skrivnost prišla na dan. Zdaj, če boste koga novega spoznali, bo ta veza zelo karmična. Torej, če boste spoznali nekoga, ker Rahu je v vaši 11, torej neko novo osebo, če boste spoznali ovni, potem bo ta veza karmična, lahko zelo težka. No, zdaj pa še poglejmo, kaj vam ovnom pravijo karte Rosetta. Torej 3 karte bomo vam potegnili. Torej imate talente, torej dobro se zastavili neke stvari na vseh področjih, a ne, usmerili se boste v cilj in praznovali, ker vam bo uspelo. Torej dajte, če imate kakšen kreativni projekt, dajte ga povezati z nekim duhovnim delom, lahko z okultnimi vsebinami, ezoteričnimi vsebinami, torej tudi, če se boste lotili nekega raziskovanja, preiskovanja, potem bo tudi ta projekt uspešen, no, če bo vezan na neko raziskovanje. Drugače bo pa zelo težko, ampak karte Rosetta vam kažejo, da se boste usmerili v eno stvar, da vam bo uspela, da vas čaka tudi neko druženje s prijatelji, torej lahko neka zabava, lahko boste vso energijo usmerili v to, da boste nekoga presenetili, lahko partnerje, lahko otroke, torej vam kar v redu kaže, no. Torej vas pa čaka tudi neka sprememba, pazite tudi na zdravje, tudi bodite pozorni, torej povezava 1.8. v 5. Mars Ketu, torej pazite se torej kakšnih kroničnih bolezni, a ne, ampak boste verjetno našli rešitev za to bolezen, a ne. Mogoče boste imeli težave do dostopa do zdravnikov, mogoče vaš zdravnik ne bo več na voljo, ali pa boste spremenili zdravnika, tudi kaj takega bi se vam lahko zgodilo. Pač 8. hiša je tudi torej poudarek na zdravju, a ne. Tako da tudi karte so vam pokazale, da bo neka sprememba tukaj in da morate biti previdni, a ne, pri zdravju, paziti se kakšnih vnetij. Drugače pa boste torej želeli, kot sem rekla, nek projekt narediti, boste se usmerili, nekaj vam bo uspelo, nekaj se bo pa tudi ustavilo, no. Neka zavlačevanja bojo. Lahko boste se tudi udeležili kakšnega izobraževanja, pa bojo kakšne prekinitve, tudi to bi se lahko zgodilo, ker 5. hiša je tudi hiša izobraževanja. Torej študenti, dijaki, a ne, pazite torej pri izobraževanju, pri kakšnih izpitih, če imate kakšno maturo ali pa kaj takega zdajle, ne, bodite previdni, torej ker lahko bi kaj se na hitro vam zgodilo, da neke stvari mogoče ne boste uspešno rešili ali pa uspešno naredili, tudi to bi se lahko zgodilo, no. Pač to je pač taka energija, ne. Ampak neke spremembe, pazite na zdravje, pri izobraževanju pa ne bodite jezni, če bodo kakšni zastoji, ali pa če bojo prestavljali kakšne izpite ali pa kaj podobnega, ne, študentje. To je to za ovne. No, pa gremo kar naprej na bike. Torej biki, kaj pa vam kaže? Torej biki, torej pri vas je pa tale povezava Mars-Ketu v vaši 4. hiši. Torej zdaj biki vam vlada Venera, Venera je trenutno v vaši 12. hiši, a ne, in je povezana z Marsom, ker Veneri trenutno vlada Mars, torej Venera je v ovnu. In seveda je to tudi potem za vas kar pomemben
tranzit Mars-Ketu, ker se vaš osebni planet Venera, ki vam vlada, nahaja v Ovnu. Ovnu pa Mars vlada. Torej tudi za vas, bom rekla, pozor, je tudi zelo pomemben tale tranzit. Drugače pa kaj vam lahko prinese? Torej, Mars drugače vlada torej vaši 12. in 7., torej odnosi in izgube, ali pa torej partner v tujini, bi lahko partner šel v tujino in vi boste zaradi tega doživljali nemir. Ne boste mirni v srcu. Torej, tale Mars-Ketu, torej bikom posebej polagam na srce, dajte se lotiti kakšne meditacije, umirjanja, pejte vase, ker 4. hiša je lahko tudi poglabljanje vase, ker bo narušen vaš občutek varnosti in če boste se poglobili vase, če boste meditirali, se bo to pri vas umirilo, boste bolj mirni v srcu, boste čutili več varnosti. Ker tale Mars-Ketu vam lahko res prinese izgubo občutka varnosti. Posebej v povezavi z odnosi. Lahko se partner torej umakne od vas, pa boste zaradi tega malo vznemirjeni, jezni, nezadovoljni. Tako da doma bo nemir. Pazite se konfliktov z ženskami osebami, tudi z mamo. Se pazite konflikta tudi z družinskimi člani. Torej, zelo boste nemirni, tako da res vam svetujem meditacijo. Lahko boste imeli težave z nepremičninami, lahko se vam tam kaj zgodi, posebej bodite pozorni na elektriko. Torej, da se ne bi kaj v zvezi s tem zgodilo, ne bodite preveč ponosni. Dajte stvari reševati strpno, zmerno, s pogovorom. Zdaj, lahko bi se vam zgodila tudi neka nepričakovana selitev ali pa nek notranji čustveni pretres. Zato dajte res, ustvarite si nek kotiček, kjer boste meditirali, kjer se boste umirjali, poglobili vase in bo ta energija šla tja. In potem ne bo doma tako dramatično. Za vas je umik v tišino ključ. Res, to je za vas res pomembno. Tudi konfliktov z otroci se pazite v tem času, Drugače pa tudi odnosov, torej nasplošno odnosov vse povsod, tudi v službi, bi bile lahko neke spremembe, ampak torej, da boste mirni, torej, dajte res se poglobiti vase, meditirajte. Lahko se vam tudi kaj v zvezi z avtomobilom zgodi, tukaj bi bile lahko neke spremembe, tako da pazite torej, v prometu, Lahko boste mogoče mogli tudi kakšnega specialista obiskati, vi ali pa vaša mama. No, zdaj pa biki, kaj vam kažejo moje karte Rozeta. Torej, za tole povezavo, vam pa zelo dobro, ne skrbite za nič, vse se bo dobro uredilo. Uspeli boste in dejansko, torej puščavnik se vam je pokazal, dejansko je spet nasvet, pojdite v samoto, v tišino, poglobite se vase in boste našli rešitev. Drugače pa angel se vam je pokazal, torej zaupajte, ne skrbite za nič, torej ne glede na to, kaj se vam dogaja, zaupajte, ker bo vse v redu. Tako da nekaj ste žalostni zaradi vašega dela, ampak boste uredili, odnosi bojo v redu, tako da niso vam treba, torej, bom rekla, preveč sekirati, tako. No, pa smo že pri dvojčkih, torej kaj pa vas dvojčke čaka, Torej, lev je vaša 3. hiša, torej ta povezava Marsa in Ketuja se dogaja v vaši 3. hiši, vi pa morate res paziti na komunikacijo. Torej, dvojčki, zdaj niste tako direktno povezani, torej vaš planet Merkur je zdaj v dvojčkih, torej zelo dobro postavljen, vam daje moč, ampak v komunikaciji morate biti pazljivi, ker 3. hiša je hiša komunikacije. Lahko prinese neko eksplozivno komunikacijo, lahko tudi konflikte s sorojenci, torej z mlajšim bratom, sestro. Bodite zelo, zelo previdni, torej da ne boste rekli nekaj, kar vam bo pa potem žal. Da ne boste koga prizadeli, torej posebej sorojenca, mlajšega brata ali sestro. Lahko tudi pride do konfliktov z sosedi,
Potem lahko bi bila tudi kakšna poškodba, torej nagnjeni boste bolj poškodbam v prometu ali športu, tako da to je hiša kratkih potovanj, pazite v prometu. Potem je pa to drugače izjemen čas za neko pogumno duhovno dejanje ali pa za izražanje svoje resnice, torej če boste na lep način nekomu povedali, kaj mislite, lahko tudi mlajšemu bratu, sestri, potem bo pa to lahko za vas dober tranzit. Ampak morate pa paziti, kako rečete. Torej, dejte spregovoriti takrat, kadar veste, da bodo vaše besede zdravilo. Torej, disciplinirajte svoj govor, torej ne se razburjati, ne preveč na hitro povedati, torej, in potem boste lahko, bom rekla, ta tranzit izkoristili v dobro, da boste mogoče rešili kakšen konflikt z bratom ali sestro, ampak če boste seveda povedali na pravi način, pa če ne bo ta vaš ponos prišel ven preveč, pa kot sem rekla, pazite v prometu. Drugače dvojčki, torej Mars vlada vaši 11. hiši prihodkov, prijateljev, torej lahko tudi s prijatelji, pazite torej pri komunikaciji s prijatelji. Lahko boste tudi kaj mogoče jezni zaradi prihodkov, denarja, to bi bilo lahko. In pa seveda vlada vaši 6., torej pazite se kakšnih poškodb, torej zdravje je v ospredju, predvsem ramena, to področje, križ, bodite pazljivi. No, kaj pa dvojčkom vam pravijo moje karte Rozeta, dajmo še to pogledati. Karte Rozeta, dvojčki, vam kar v redu kaže, torej imate veliko talentov, darov, ki jih boste zdaj znali zelo dobro izkoristiti, naredili boste neke spremembe, tako v osebnih odnosih, kot tudi poslovnih. Paziti pa morate, ker imate pa eno osebo blizu, lahko je to v poslu, lahko je doma, ki ni najbolj iskrena in verjetno boste od nje nekaj tudi izvedeli in jo soočili. In seveda, kot sem rekla, pazljivo pri govoru, na kakšen način boste povedali, torej nekaj se vam bo odkrilo, neka, bom rekla, izdaja, neke skrivnosti, ampak boste to zelo, zelo dobro rešili, ker boste zelo spretni, lahko bi prekinili neko sodelovanje, nek odnos, ampak bo to potem za vaš čas zdravljenja. Torej, lahko bo neka prekinitev, lahko na poslovnem področju, lahko osebnem, lahko z neko osebo, ki vam je do zdaj lagala, vam je kaj naredila, kar je bilo nepošteno. In ali boste prekinili s to osebo, ali se pa z njo več ne boste ukvarjali. In to bo za vas čas celjenja ran. Torej, lahko bodo prišli tudi neki strahovi na površje, sem že prej razlagala, da to lahko pride in boste tudi to predelovali. Drugače si pazite tudi črevesje. Lahko bi imeli poseg v zvezi s tem ali pa kakšen pregled, ne nujno. Ampak na koncu boste kar taktično rešili stvari dobro. Torej, če boste s kom prekinili ali pa ne boste se želeli več pogovarjati, boste potem na koncu to dobro rešili, tako da ali se boste s to osebo pogovorili, pa potem bo pač seveda odšla iz vašega življenja, ampak vi boste mirni v srcu, ker pač boste vedeli, da ste se z osebo pogovorili. Rane se vam bojo zacelile, torej, če vas je nekdo izdal, vas bo izdal, ali boste pa izvedeli zdaj za neko izdajo, boste potem sebe na ta način pozdravili. Da boste soočili to osebo, oseba bo verjetno odšla iz vašega življenja, boste pa pač prekinili z njo, lahko tudi ona to naredi, vi ali on, ta oseba, in potem na koncu se za vas to zelo, zelo dobro reši. Če je to v službi, boste potem taktično tudi rešili zadeve, povedali, zakaj ste s to osebo prekinili, kaj ni bilo v redu, kaj vam je naredila in ne bo vas nihče zaradi tega obsojal. No, to je za dvojčke. Pa gremo na rake. Torej, raki, kaj pa vas čaka? Torej, raki, sem povedala, včeraj 11.6., da polna luna v Škorpijonu, zato je tudi za rake to eno tako zelo pomembno obdobje, ker seveda luna rakom vlada. Drugače pa je Mars,
Okay, torej Mars je za vas dober planet. Torej Mars je za vas dober planet in vlada vaši 5. in 10. in je zdaj v drugo šel. Ne? Torej, pri vas bo zelo v ospredju družina, tudi finance in govor. Torej, bodite previdni pri govoru, pri kakšnem obrekovanju, pri kakšni nenadni jezi, torej bodite pazljivi, posebej kako se pogovarjate z družinskimi člani. Posebej tudi otroci, ker kot sem rekla, Mars vlada vaši 5., to so pa otroci. In tudi 10., to je pa posel. Zato pazite v komunikaciji z otroci, z poslovnimi partnerji, z partnerjem osebnim, torej ker 5. je tudi hiša ljubezni, in z družinskimi člani. Torej, bodite res pazljivi, no, da ne boste kaj na hitro rekli, potem vam bo pa žal, da ste to rekli. Torej, ne odzivajte se z jezo, ne odzivajte se agresivno. Če je do vas nekdo agresiven, pa tudi poskušajte stvari rešiti na miren način. Torej, vaši otroci bi se lahko kaj agresivno odzvali, lahko bi imeli neke težave, lahko tudi zdravstvene, na področju grla ali pa želodca. Ne vem, 5. je tudi lahko trebuh. Drugače pa, torej, bodo spremembe v poslu. Ta vaš občutek uspeha bo na preizkušnji. Ne bodite tukaj preveč ponosni, dajte poskušati najti neke rešitve, tudi v povezavi s poslom. Drugače se vam pa lahko pojavijo neke finančne nepričakovane spremembe, konflikti tudi lahko zaradi denarja, tudi lahko v zvezi z otroci, lahko tudi v povezavi s poslom. Torej, to je za vas zagotovo čas, da boste nekako prevetrili vaše vrednote. Torej, kaj vam je res pomembno, kaj vam ni posebej v družini. In svetujem vam, da govorite z nežnostjo, da hranite svojo energijo. V tem času bi se tudi lahko lotili kakšne diete, bodite pazljivi, kaj jeste, ampak lahko bi torej se lotili kakšne diete, ker Mars ketu, ketu v drugi, torej prinaša neko prekinitev nečesa. Torej bi lahko se vam zgodilo, da boste nehali jesti ene določene stvari, lahko sladkor mogoče, ker sonce je zdaj v biku. Drugače pa, kot sem rekla, torej pazite se sporov v poslu in z vašimi otroci in partnerjem, torej poslovnimi partnerji ali torej v ljubezni, torej osebnim partnerjem in v družini, pazite torej na denar. Zdaj, ta Mars ketu povezava vam tudi lahko prinese neko večjo vsoto denarja iz preteklosti. Torej, če ste v preteklosti, bom rekla, imeli sklenjeno neko torej, varčevanje ali pa neko stvar, ali vam pa je nekdo dolžen iz preteklosti, vam ta povezava lahko tudi prinese večjo vsoto denarja. Ampak v tem primeru, če niste na ta denar navezani, potem vam pač lahko to prinese, bom rekla, tudi večje prihodke. No. Ker v bistvu ketu so pretekla življenja, preteklost, pretekla karma in zdaj, če ste dobro delali v preteklosti, preteklih življenj, potem vam lahko to tudi prinese, bom rekla, nek večji finančni priliv. Posebej, ker sonce vlada vaši drugi, je šlo v 11. torej prihod, prihod denarja, Venera je pa v 10., torej lahko nek prihod denarja v povezavi s poslom. Uspeh, posel in prihod denarja, torej v povezavi z poslom, to lahko. Torej, raki, kaj vam karte Rosetta pravijo? Raki, karte Rosetta. Kaj vam tale povezava prinaša? Poskrbite tudi za zdravje, ampak zdravje bo v redu. Torej, imeli boste lahko neke preiskave, neke preglede, ampak se bo vse zelo dobro končalo. Torej, imate pač, zdravje se vam bo zelo izboljšalo. No? Boste pa morali poskrbeti zase in postaviti pravila, to verjetno velja tudi za vašo družino. Torej, kaže, da ste se v preteklosti soočali z neko neiskrenostjo, preračunljivostjo in zavistjo, lahko neke osebe, pač v vaši družini lahko povezavi z vašimi otroci, lahko tudi v poslu.
Tukaj boste morali postaviti jasna pravila, torej zdaj v roku 2 mesecev bo čas, da postavite jasna pravila in meje. In tudi boste se lotili nekega načrta. Ne. In v bistvu bo mogoče ta načrt malo zastal na nek način, mogoče boste se pač precej ukvarjali tudi z vašim zdravjem. Zdaj, marsikje to je v drugi, to je lahko pač področje grla, organi v grlu, glasilke, zobje, drugače obraz je druga hiša, drugače to lahko bi bilo glede tega kakšne preiskave, tudi ščitnica lahko, ampak te preiskave bojo vse v redu, torej nič niste bolni, karkoli boste pač šli na preiskavo, niste bolni, ker pač se vam je najboljša karta pokazala, torej stvari se bojo obrnile v vašo dobro. Tudi če ste imeli na področju nekega projekta nek zastoj, da niste točno vedeli, kako bi nadaljevali naprej, se vam tukaj zelo dobro odpre in tudi lahko pridobite večjo vsoto denarja. Torej zelo, zelo dobro vam kaže, tudi boste razrešili neke konflikte, tudi svojim partnerjem, se usmerili v cilj in torej zelo dobro vam kaže rak, je res, res dobro. Torej, kar se pa tiče torej bolezni, če imate karkoli, se vam bo zelo, zelo dobro rešilo. No, pa gremo na leve. Torej, kaj pa levom kaže? Torej, za vas leve je to tudi izjemno, izjemno pomemben tranzit, saj se dogaja v vaši prvi hiši. Torej, levi, vaš Mars, torej vlada vaši 9. in vaši 4. Torej, oče, mama sta v ospredju, mogoče vam bosta oče in mama postavila kakšna pravila, vi mogoče tega ne boste želeli upoštevati, Mars Ketu je na vaši lagni, je pa res, da boste imeli občutek, da se morate drugim prilagajati in v tem primeru bi lahko oče pa mama od vas nekaj zahtevala in se jim boste morali prilagoditi, lahko bo to. Drugače gre pa tukaj za neko intenzivno osebno preobrazbo, lahko boste imeli tudi krizo identitete, imeli boste ta občutek, da se morate drugim prilagajati in vam to ne bo v redu. Ker Ketu v prvi nosi ta občutek, da nikamor ne pripadaš, pa da se moraš vsem prilagajati, nosi neko krizo identitete, poleg je pa Mars, ko boste hoteli biti aktivni, hoteli boste nekaj novega narediti, lahko v domu, lahko boste želeli kam potovati, pa vam bo tale Ketu mogoče to preprečil zdaj v roku 2 mesecev. Možni so tudi konflikti z avtoritetami, eksplozije ega, torej bodite zelo previdni, da ne eksplodirate v povezavi z mamo in očetom, v povezavi z domom, v povezavi z avtoritetami. Torej, bodite previdni, v poslu vas sicer čaka nek uspeh zdaj, torej v tem mesecu, ampak dajte vseeno biti previdni. Potem lahko boste tudi fizično izčrpani, čustvene izbruhe bi lahko imeli, tako da svetuje se vam, da ste malo bolj ponižni v tem obdobju, torej za vas leve vem, da je to težko, ker ste zelo ponosno znamenje, zelo močno, ampak dajte raje to energijo usmeriti v duhovno rast. Torej, bodite bolj športno aktivni, pazite se sicer kakšnih poškodb, torej previdno, ampak torej, bodite aktivni, pojdite na kakšne sprehode, dajte to energijo ven, drugače pa najboljše bo pa za vas kakšna meditacija, umirjanje, da greste vase, da se pomirite sami s sabo, ker to lahko tale Mars Ketu, torej v prvi hiši lahko sproži tudi kakšen notranji konflikt, zelo močan. Tako da dajte pač tukaj biti previdni. Torej, ponižni bodite. No, kaj pa vam levom kažejo moje karte Rozeta? Kaj vam levom kažejo moje karte Rozeta? Levi. Ja, torej komunikacija bo ključna, torej pazite na zdravje. Zdaj ste mogoče v nekem obdobju, ko se vam nič ne da, ko imate občutek, da se drugim prilagajate, da sebe iščete, da ne veste, na katero pot bi šli, malo ste nemirni, torej res je neka kriza identitete. Tavate, iščete, ampak torej v prihodnosti se vam bo pokazala pot, torej boste lahko izkoristili svoje talente in šli v pravo smer. Tako da je pa res, da eno stvar boste morali prekiniti. Torej vas čaka neka prekinitev, lahko v službi, lahko osebni odnos, torej nekaj se bo prekinilo in potem vas čaka pot naprej. Torej drugače se vam pa svetuje, da niste preveč naivni, da ne zaupate vsakomur,
boste pa morali, torej ni nujno, da boste nekaj prekinili, lahko boste tudi sami pri sebi nekaj rešili, pa neke stvari nehali delati. Pa vam potem čaka neka res sprememba, ki bo pa dosti pozitivna. Pazite se tudi konfliktov, no. Boste imeli veliko energije, moči, ne, ta Mars v prvi hiši daje energijo, samo tale Ketu, ne, vas pa ustavlja, torej, in zahteva od vas, da se posvetite tudi sebi. Torej, boste se odločali za naprej, neke stvari boste spremenili pri sebi, boste nekaj končali ali boste pa z nekom prekinili odnos. In potem se vam bodo odprle stvari. No, pa gremo kar naprej in imamo Devico zdaj, torej smo že pri Devici. Zdaj pri Devici je pa tale povezava v 12. hiši, torej Mars drugače vlada vaši 3. in vaši 8., torej prinaša neke spremembe, torej v komunikaciji, v govoru, drugače pa to izrazito za vas, torej tranzit, ki spodbuja duhovnost, torej dvig zavesti, ker 3., 12. hiša, torej sta obe hiši duhovnosti in seveda tudi 8., ne, 8. so pa spremembe, preobrazbe, karmični dolgovi, to je ezoterična znanja, ne, in vse 3 hiše so zelo povezane z duhovnimi videnji, z uvidi, posebej 8., ne, in tukaj je 8. aktivirana, 3. je z duhovnimi iniciacijami povezana in ta energija je šla zdaj v 12., ki je povezana z dvigom zavesti. Torej, vi v tem času se vam, Devicam, lahko zgodi nek preboj, nek uvid močan, lahko boste imeli tudi preroške sanje, bodite pozorni na sanje, ker bo tole res za vas eno močno obdobje nekega uvida. Lahko pa se vas doletijo tudi neke izgube, lahko tudi duhovni umik, torej želeli se boste umakniti in neke stvari pri sebi razrešiti. Možnost tudi, da boste osamljeni, lahko boste imeli v sebi nek notranji konflikt in ga boste zdaj želeli razrešiti in boste imeli tudi priložnost za to. Zelo bo aktivirana vaša podzavest in karmični dolgovi in na tem boste lahko delali. Zdaj, ta povezava vam lahko prinese neke težave s spanjem, izčrpanostjo, tudi zmedo, in zato se vam res svetuje, da se umaknete v tišino, da meditirate, da predelate stvari v tišini. Zdaj, lahko bi tudi potovali, ampak če boste potovali, dajte obiskati kakšne kraje, ki so prežeti z duhovnostjo, torej kakšne, bom rekla, svete kraje, kakšno cerkev, kapelico, ne vem, nekaj obiščite, kar, bom rekla, kar je povezano z duhovnostjo, no. Ne silite v neko kontrolo, ker ne bo v redu, a ne. To je res zelo, zelo dober čas za vas, da do konca julija, da se posvetite sebi, duhovnosti in da razrešite v sebi nek konflikt, no, ki ga imate že dolgo. Lahko obiščete tudi astrologa, no. Lahko v tujini nekoga in boste na ta način tudi nahranili to energijo. Drugače pazite v prometu, pri odnosih z mlajšimi brati, sestrami, lahko je nek umik, lahko bi vaš mlajši brat, sestra odšla na neko potovanje v tujino ali pa mlajši brat, sestra doživela nek uvid, tudi to bi lahko bilo, a ne. Drugače vam pa karte moje, torej kažejo, da ne smete živeti v nekih iluzijah, torej v nekih, bom rekla, preteklih sanjah, ki se niso uresničile. Zdaj se vam stvari precej obračajo na bolje, ampak se vam res svetuje, da se poglobite vase, no. Lahko bi imeli kakšne težave s spanjem, lahko tudi s kakšno brezvoljnostjo, ampak boste to rešili, no. Pazite se tudi kakšnih odvisnosti, no, da ne boste stvari, svoje probleme reševali z odvisnostjo, s kakšnimi, ne vem, sladkarijami, hrano, pijačo, ki ni primerna za vas. Drugače pa ste ujeti v neko situacijo, ki jo morate rešiti, a ne, in ta čas bo za vas dober čas, da to rešite. Tako da, torej, Device, torej, pazite, torej, pazite na spanje, pazite nase,
Pejte v dvig zavesti, ker boste res doživeli, bom rekla, nek preboj. No, pa smo tukaj že pri tehtnicah. Kaj pa vam tehtnicam kaže? Torej za tehtnice je pa tudi en tak, bom rekla, poseben tranzit, ker Venera se nahaja trenutno v ovnu in je za tehtnice tudi pomemben tranzit. Zdaj, Venera je v ovnu v vaši sedmi, torej se to dotika malo tudi vaših odnosov, ljubezni, partnerstv, tako poslovnih kot osebnih. In ta povezava je v vaši 11. hiši, torej Ketu in Mars sta v 11. hiši, torej v Levu. Sonce je zdaj v 8., torej da v 8. vlada mu Venera, ki je šla v 7., torej čakajo vas neke spremembe v nekem odnosu, torej lahko osebnem, lahko poslovnem. Torej ali boste prekinili nek odnos, ljubezenski ali pa poslovni, ali pa ga boste spremenili. Torej boste zahtevali od te osebe, torej pa ni važno, ne ljubezenski ali poslovni odnos, boste zahtevali več resnosti, več odgovornosti, bom rekla, več spoštovanja, no. Drugače pa Ketu Mars v 11., a ne, povezan torej z vašo 7. in 2. tudi, a ne, to je tudi družina, torej ker Mars vlada vaši 2. in 7. in šel v 11. Torej so lahko napetosti v prijateljstvih, lahko v skupinah, timih, posebej tudi, če ste dejavni na socialnih omrežjih, lahko bi bile tudi tukaj kakšne napetosti, lahko tudi v družini, lahko z osebnim partnerjem, kot sem rekla, lahko pa v komunikaciji s poslovnim partnerjem. Torej komunikacija bo v ospredju, pazite v odnosih s prijatelji, da ne boste jezni, da ne boste izbruhnili zaradi jeze, a ne, bodite pazljivi tukaj, no. Lahko se neke povezave prekinejo, lahko boste tudi spremenili cilje vaše, tudi to se vam lahko zgodi. Zdaj Luna vlada vaši 10., a ne, bila polna Luna zdaj v 2. hiši, torej tudi povezava vašega posla, torej lahko spremenite nek cilj, lahko se boste lotili nekega novega projekta, naloge, ki bo zelo poduhovljen, lahko boste nekaj drugega začeli delati, ne. Zelo dober je ta tranzit, da se odmaknete od nekih lažnih socialnih krogov, od ljudi, ki vam v bistvu niso pravi prijatelji, da tudi naredite red v družini, torej v povezavi s partnerjem, torej lahko bi bila neka prekinitev odnosa z vašim partnerjem, lahko osebnih, lahko poslovnih. Boste pa tukaj naredili red, a ne. In zelo boste pozorni, komu date pozornost, postavili boste tudi jasne meje, tako poslovnim partnerjem, osebnim, kot tudi družinskim članom in prijateljem. Torej, tukaj boste postavili jasne meje in imate tudi priložnost za to, drugače vas pa res čaka tudi sprememba v nekem odnosu partnerskem, lahko boste prekinili z nekom, ki pač ni resen, a ne, od njega boste zahtevali resnost. Torej ta oseba se bo morala spremeniti, če bo želela biti z vami, torej velja tako za posel, sem rekla, kot tudi za neko osebno partnerstvo, ne. No, kaj pa vam tehtnicam karte kažejo, Rozeta? Torej tehtnica, kaj vam karte kažejo? Karte Rozeta. Tehtnica, kaj vam kažejo karte? Ja, neko prekinitev, torej tako kot sem rekla, torej neko prekinitev, neko veliko spremembo in potem boste zaživeli drugače. Vam bo lažje, bolj boste aktivni, energijo boste dobili nazaj in vam bo torej v redu, a ne. Torej, dolgo ste to tehtali, dolgo ste se odločali, boste tudi, ker boste nek odnos prekinili, torej zahtevali od ene osebe, da se spremeni, to je dolgo trajalo, vi boste se ob tem tudi ozrli vase, torej kaj vi hočete. In seveda boste postavili pravila in se usmerili na neko pot, da zrastete vi kot oseba in boste tudi poskrbeli zase. Tako da ta prekinitev oziroma neka sprememba v odnosu za vas ni slaba, je dobra, ker boste vi drugače zaživeli. Usmerili se boste v svoje cilje in bolj boste začeli skrbeti zase. Boste se tudi pogledali sami vase, kaj hočete sploh. Tako da ta odločitev bo za vas zelo, zelo pomembna. Tako da tehtnice, ja, odnosi.
To, kar vam je dejansko tudi zelo pomembno, tehtnica. No, pa smo že pri škorpionih. Kaj pa škorpionom kaže? Torej, škorpioni za vas je to tudi izjemno, izjemno pomemben tranzit, ker seveda vam škorpionom Mars vlada. In seveda je to za vas zelo pomembno. Poleg tega se je zgodila polna luna torej tukaj, a ne, v škorpionu in zato je to za vas čas razburkanih čustev, odkrivanja resnice in poglabljanja vase. In seveda, torej ta povezava, ne, se dogaja v vaši 10. hiši, torej posel, kariera, služba. To je v ospredju. In Mars vlada vaši 1. in 6., ki je pa tudi hiša dela. In je šel zdaj v 10., ko se tukaj torej povezuje s Ketujem. In kaj prinaša? Torej prinaša neke intenzivne spremembe v vašem poslu, v karieri, lahko konflikte z avtoritetami v odnosih, lahko to pomeni za vas neka nenadna izguba položaja ali preobrat v statusu, torej neka velika sprememba se vam bo tukaj zgodila in čas je za spremembo smeri. Torej, če se vam bo zgodila sprememba, odpusti službe, prekinitev, če boste se sprli s šefom, avtoritetami, če ste sami avtoritete in boste odšli, to je za vas dobra sprememba. Torej, ker boste spustili ego in boste iz ega, torej iz tega, ko boste ego spustili, se bo pokazal vaš namen. Kaj je v bistvu vaš namen v poslu, karieri in to je za vas dobro. Torej, zelo se vam svetuje škorpionom da sledite notranjemu vodstvu, da poslušate intuicijo, kar se tiče službe, kariere in statusa in da ne silite nekam na neko pozicijo, če to ni za vas. Ker če to ni za vas, tako in tako ne bo v redu oziroma bo prekinjeno. Tako da to je mogoče za vas kar težek tranzit škorpioni, posebej tudi, ker je bila luna v 1. hiši vaši, pa za 2 tedna bo kar napornih, čustva bi vam lahko zelo nihala. Pričakujte vzpone in padce, lahko neke nenadne konflikte, lahko spore s sodelavci, spore zaradi dela in kot sem rekla, lahko neke torej konflikte torej z avtoritetami ali pa nenadna prekinitev torej v karieri ali statusu. Tako da kar naporno za vas škorpione. Torej, kaj vam pa kažejo moje karte Rozeta? Kaj vam kažejo karte Rozeta? Ja, torej komunikacija bo ostra, ampak boste stvari dobro speljali, ker ste spretni, boste spretni. Zelo ste se trudili v delu, torej bili ste zelo zavzeti. Želite nek uspeh, neko napredovanje, ampak tukaj se dogaja neka sprememba. Torej, morali boste pozdraviti določene stvari v službi. Torej, imate talente, ste zelo delovni, ampak so se v službi pojavile neke težave, torej lahko bi prekinili pa šli na svoje, torej odprli SP ali pa torej nek svoj posel, to vam kaže, lahko bi se vam to zgodilo zdaj, ali boste pa tam, kjer ste, torej čisto spremenili taktiko, delovanje, torej spremenili poslovni prostor, neka velika sprememba se vam bo zgodila, ampak to bo tudi čas ozdravljena. Torej, ne bojte se sprememb, neki konflikti bojo pa zagotovo v službi. No. Imate ljudi, ki so, bom rekla, tako malo zavistni, lahko tudi preračunljivi, lahko tudi kakšni, ki so zelo, bom rekla, v službi imajo veliko moč in lahko bi z njimi torej prišli v konflikt nenadam, ampak to bo za vas sprožilo željo po neodvisnosti. Tako da to je v bistvu za vas dober čas, če hočete iti na samo, mislim, v poslu, če hočete imeti svoj posel, da ga odprete. No. To je v bistvu dobro. Ali pa da zamenjate službo. No, zdaj pa smo že pri strelcu. Torej, kaj pa strelce čaka? Strelci, pri vas je pa aktivirana 9. hiša. Torej, vam strelcem vlada Jupiter. To je Jupiter je šel torej, v vašo oziroma je trenutno v vaši 7., torej ker je v dvojčku, poleg je Merkur, ki je dobro postavljen, torej vam daje kar veliko energije, moči, ampak tale Ketu Mars povezava je pa v vaši 9. hiši. Mars pa drugače vlada vaši 5. in 12., torej 5. spet otroci,
ljubezen, investicije, znanje, uspeh, povezavi z 12, tujina, zaprte ustanove in povezavi z 9. Torej, lahko bi se lotili kakšnega izobraževanja na duhovnem področju. Lahko vas bo potegnilo zaradi izobraževanja tudi v tujino. Torej, lahko bi študentje, dijaki na hitro prekinili neko izobraževanje, se odločili za nekaj drugega, lahko v tujini. Drugače pa se pazite kakšnih konfliktov z učitelji, pazite pa se seveda tudi konfliktov z očetom, ker 9. hiša je tudi hiša očeta, lahko bi imel oče kakšno poškodbo ali pa kakšne zdravstvene težave tudi. Potem lahko se vam spremeni vrednostni sistem, da boste zamenjali vrednostni sistem, ne boste želeli poslušati nikogar, tako da posebej študentje, dijaki, to je le povezano s 5. izobraževanjem pa 12. ne na hitro nekaj prekiniti, dajte prej razmisliti. Lahko se vam bo pa tudi to zgodilo, da bodo tam, kjer študirate, nekaj ukinili ali pa nekaj prestavili, pa vas bo to vznemirilo. Lahko se tudi to zgodi, drugače pa pazite konfliktov z učitelji. Torej, kot sem rekla, vrednostni sistem se vam bo tudi spremenil, torej dvom bo v neka prepričanja, kriza vere v to, kar verujete, to, kar želite, in lahko nek konflikt z očetom tudi. Drugače pa lahko pride tudi do pomembnega uvida ali pa padca stare filozofije. Torej, zelo boste dvomili, nikogar tudi ne boste želeli poslušati, tudi se vam ne svetuje, da koga poslušate, poslušajte sebe, svojo intuicijo ali nekoga, za katerega veste, da je res moder, da je res pravi duhovni učitelj. Takega pa lahko poslušate, takega, ki ima zelo, zelo veliko znanja. Ali pa, kot sem rekla, se lahko lotite tudi nekega izobraževanja. Zdaj, potovanja v tujino se vam svetujejo le, če boste obiskali neke duhovne kraje, torej, če boste šli v neko mesto, kraj, državo, kjer boste obiskali tudi mogoče cerkev, kapelo, tempelj, to se vam svetuje, drugače bi imeli lahko pa kakšne zastoje na potovanju. Drugače pa vas bo potegnilo verjetno v tujino, drugače pa izobraževanje, pazite se konfliktov z otroci, tudi otroci bi lahko šli v tujino, sem povedala. Kakšni kreativni projekti bodo mogoče v vas zbudili nek uvid, da boste zdaj vedeli, kaj bi radi delali končno, tudi to se vam lahko zgodi. Pazite pri investicijah, ker bi lahko imeli kakšno izgubo, tukaj bodite previdni. Pa tudi mogoče se boste spraševali, ali ste dovolj uspešni ali niste, boste pa dobili nek uvid, kako bi bili lahko bolj uspešni. Torej, svetuje se vam, da ne dvomite preveč vase, da zaupate vase, da poslušate svojo intuicijo, da ne izgubite vse vere, ker seveda spoznanje vedno pride iz nekega izziva. No, kaj zdaj vam strelcem pravijo karte Rozeta za tale tranzit Keto Mars v vaši 9. Torej, poglobite se vase, vse bo dobro, boste šli ven, se zabavali, torej se imeli dobro s prijatelji, lahko bi šli tudi na kakšno izobraževanje, kot sem rekla, ampak se tukaj res pazite konfliktov. Torej, ne glede na to, na katero izobraževanje boste šli, tukaj lahko pride do nekih konfliktov, do nekih težav, tudi na potovanju, tako kot sem vam rekla. Bodite previdni, no. Ja, bojo neke spremembe, tudi v poslu. No, pa smo že pri kozorogih, torej kaj pa kozorogi? Torej, vam pa vlada Saturn, Saturn je zdaj v ribah, o tem sem že veliko govorila, naredila sem tudi napoved. Torej, Saturn vlada vaši 1., 2., šel je v 3., Torej, pri vas je komunikacija zelo v ospredju, drugače pa tale tranzit, torej Mars Ketu je pa v vaši 8. In Mars vlada vaši 4. in 11. Pomeni, da je lahko prihod neke spremembe v domu. Torej, lahko se vam v domu zgodi neka nenadna sprememba, lahko tudi selitev, hitra, in tudi se vam lahko zgodi neka globoka notranja transformacija, neka spoznanja, lahko boste mogoče se začeli izobraževati pri nekih, bom rekla, neke ezoterične, okultne vsebine, bo nek prihod nekega znanja duhovnega, lahko tudi ali pa okultnega, drugače so pa možne tudi izgube, krize, karmične poravnave, ker 8. je le hiša
karme, a ne karmičnih dolgov. Tako da vam svetujem, da se greste nekaj izobraževati v povezavi z okultnimi vsebinami, ker bo potem ta energija nahranjena. Drugače pa vaša mama bi lahko imela kakšne zdravstvene težave, pazite v odnosu z ženskami, v odnosu z družinskimi člani, ki bi bile lahko neke nenadne spremembe, tudi v zvezi z vašimi prijatelji. Drugače boste pa imeli izjemno močno intuicijo in stik z nevidnim svetom, torej lahko se vam prebudi res močna intuicija, lahko boste imeli tudi kakšne preroške sanje. Torej, zaupajte procesu transformacije, to je za vas zelo, zelo pomembno, in pa lotite se študiranja, torej, bom rekla, okultnih vsebin, to je za vas zelo dobro. Lahko boste v tem času obiskali tudi astrologa, psihologa, psihoterapeuta, to je zelo dober čas za to, ker je to dober čas za to, da ozavestite vaše vzorce, škodljive notranje programe, strahove, da vse to dvignete na površje iz podzavesti, da to torej ozavestite, sprejmete in razrešite. To je zelo, zelo dober čas za to, ker je le aktivirana vaša 8. hiša. In potem bo seveda vse proces transformacije lažje stekel, ker vi boste doživeli neko močno transformacijo, neko veliko spremembo v teh 2 mesecih, lahko tudi pridejo neke skrivnosti na površje v zvezi z mamo, v zvezi s prijatelji, torej družinskimi člani, lahko tudi otroci. Tako da tukaj bo zelo v zvezi z ljubeznijo, tako da to bo zelo, zelo napeto pri vas, kozorogi. Zelo napeto. Neke težke razmere vas čakajo, torej verjetno v domu s prijatelji, z ljudmi, s katerimi se srečujete, torej neke ponudbe bojo. Lahko se boste tudi lotili, bom rekla, neke meditacije, se poglabljali vase, lahko boste res šli do nekega psihoterapeuta, psihologa, astrologa, nekoga, ki se ukvarja z energijami tudi in razreševali neke svoje notranje travme, notranje konflikte tudi. Ker imate nek konflikt v sebi, in boste dobili neko dobro ponudbo, da to razrešite. Tako da drugače se bi lahko lotili tudi izobraževanja, pazite se pa res konfliktov doma. To bodite pa previdni, to bi se vam lahko zgodilo. Ker Mars Ketu v 8, torej lahko prinese tudi neke nenadne konflikte, lahko z vprašanji tudi denarja, dediščine, denarja vašega partnerja, vaš partner bi lahko imel neke težave v zvezi z prihodki, denarjem, z vprašanji dediščine, tako da lahko so tudi kakšni konflikti glede denarja v domu. Tudi to bi se vam lahko zgodilo. Ali pa glede vaših prihodkov, tudi posebej, če delate doma, če imate svoj posel, bi tukaj lahko bil, bom rekla, nek prekinitev nekega dotoka prihodkov. Mogoče boste šli na daljše počitnice, pa bo to zaradi tega. Lahko boste pa neke stranke izgubili, tudi to bi se vam lahko zgodilo. Zdaj, Luna je bila v vaši 11. polna, drugače vlada vaši 7. odnosov in tudi poslovnih partnerstv, tako da lahko bi bila neka prekinitev tudi tukaj. Lahko bi vaš partner prekinil s kakšnim poslovnim partnerjem, lahko vi, lahko bi tudi nek dotok denarja se pri vas prekinil, tudi to bi se vam lahko zgodilo. No, pa smo že pri vodnarju. Kaj pa vam vodnarjem kaže? Torej vodnarji, torej vam tudi vlada Saturn, torej Saturn je v vaši 2. trenutno, torej v ribah, torej Mars je pa v vaši 7. Torej v vaši 7. Mars in Ketu, v levu, torej v vaši 7. Drugače Mars vlada vaši 3. in vaši 10. Torej poslovni odnosi. Torej poslovni odnosi bojo zelo v ospredju, tudi odnosi z mlajšimi brati, sestrami in partnerstvom. Torej partnerji, osebnimi ali poslovnimi partnerji. Torej to bo vse zelo v ospredju, lahko bi imeli konflikte v odnosih, v zakonu pri partnerstvih, tako osebnih kot poslovnih, tako da pazite se res konfliktov. Vaš partner bo lahko zelo prepirljiv, agresiven lahko tudi, tako da bodite tukaj previdni. Možne so prekinitve odnosov, torej poslovnih partnerstv ali osebnih. Če so bile težave v preteklosti, bi to lahko res povzročilo neko prekinitev. Torej karma prejšnjih odnosov se močno vrača, zdaj torej Ketu v 7. torej prinaša težke odnose, karmo,
odnosa, in bi lahko bila tudi kakšna prekinitev, in to nenadna, hitra, povezana s kakšnim nasiljem, z eksplozivnostjo. To je drugače čas za čiščenje vzorcev navezanosti in bojev za moč. Torej, kdo bo koga, je to zelo izrazito. Torej, odnosi bojo za vas vodnarje ogledalo, so ogledalo vaših notranjih konfliktov. Tudi vi imate lahko nek notranji konflikt zaradi nekega odnosa, torej ali v službi ali doma, in tukaj bo pestro. Tako da bodite previdni, res, bodite previdni tudi v prometu, pri krajših potovanjih in, kot sem rekla, v poslu, v službi. Torej, tu lahko pride do neke prekinitve, lahko se vam zamenja šef, lahko boste vi odšli, lahko tudi se vaši sodelavci zamenjajo, bo pestro tukaj. Čustva vam bojo zelo nihala zaradi posla, boste vznemirjeni tudi, zdaj posebej v 2 tednih. Tako da, ja, naporno, torej bodite previdni v odnosih. Kaj vam vodnarjem kažejo moje karte, Rozeta? Kaj vam vodnarjem kažejo moje karte, Rozeta, vodnari? Torej, čaka vas neko potovanje. Ja, želeli boste na svoje. Vam pa kaže neka pozitivna sprememba, torej ne glede na to, kaj se vam bo zgodilo, bo to za vas zelo, zelo pozitivna sprememba. Kaže vam tudi, da boste finančno se okrepili. Torej, je pa možno, da boste odšli na svoje, tako poslovno, torej v službi kot doma. Torej, da bo neka, bom rekla, prekinitev, ampak se vam stvari precej obračajo na bolje. Tudi finančno boste bolj stabilni, bolj trdni, obeta se vam neko potovanje, verjetno krajše, drugače boste pa zelo delali, pridni boste, zelo boste, bom rekla, v službi efektivni. Zdaj, če se ukvarjate s kakšnim duhovnim delom, potem pa mogoče ne bo prekinitve, boste imeli pa več energije v poslu, ker Ketu je pač, bom rekla, predstavlja duhovnost, nenavezanost. Torej, zdaj odvisno, kaj delate. Zdaj, če delate kaj duhovnega, vas pa čaka večji uspeh. Ne si pa delati iluzij v delu, pri sodelavcih, torej nekateri se kažejo drugačni, kot so v resnici, na to morate biti pozorni. Vas pa čaka uspeh, lahko tudi neko izobraževanje, stvari se vam bolj obrnile na boljše, tudi zdravje se vam bo zboljšalo in zdaj, če boste hoteli na svoje, je to zelo, zelo dober čas za to. Res vam tu karte vam super kažejo, res. Zdaj pa še ribice. Torej, ribe, vi čutite življenje, da je resno, bolj ste odgovorni, verjetno ste sprejeli več odgovornosti, Saturn je torej v vaši prvi hiši v ribah, poleg je tudi Neptun, ne smete si delati iluzij kakšnih, to je dobra postavitev, da se poglobite vase, da delate na sebi, da meditirate, da greste sami v naravo, zelo dober čas. Drugače pa ne jemati življenje preresno. Saturn torej v ribah lahko to prinese. Torej več resnosti, več odgovornosti, da imate občutek, da je življenje težko. Drugače pa tale povezava Mars-Ketu se dogaja v vaši 6. hiši. Drugače Mars vlada vaši 9. in 2. Torej 6. hiša je hiša dela, rutine, odnosov s sodelavci, pravnih poslov, športa, tekmovanja, tudi sovražniki so v 6. hiši, 6. hiša predstavlja, ampak kot sem rekla, dela in pa tudi zdravje, to je tudi hiša zdravja, tako da ribe morate biti previdne glede zdravja. Mogoče boste se lotili nekega novega gibanja, rutine, neke diete, to bi lahko bilo, spremenila se vam bo mogoče rutina, prekinili boste mogoče s kakšnimi nezdravimi navadami. To je dober čas za to in ker je Saturn v prvi, vam bo to tudi uspelo, ker imate moč tega Saturna, da naredite spremembo. Torej lahko sprememba rutine, lahko povezavi s službo, lahko povezavi z, ne vem, da se bo rutina spremenila zato, ker se boste začeli več ukvarjati s športom, spremenili prehrano. Drugače pa to je hiša dela, in se vam lahko zgodi stres in konflikti v delovnem okolju. Torej, prihaja neka stara karma iz prejšnjih življenj povezana z delom, z borbo ali nekim dolgom,
Zato, ker to je tudi hiša dolga, kreditov, pravnih poslov. Zdaj, če imate kakšne pravne zadeve, bodite zelo previdni, da ne boste šli v nek konflikt z osebo, s katero urejate stvari. Tukaj morate biti previdni. Previdni morate biti tudi pri, kot sem rekla, pri delu, pri odnosih s sodelavci, da ne bo prišlo do kakšnih konfliktov, stresa. Drugače pa zdravstvene težave. Pazite se kakšnih težav z želodcem, tako da pazite na hrano, potem poškodb. Pazite tudi na svoje hišne ljubljenčke, da ne bodo oni imeli kakšnih poškodb. Tukaj bodite tudi previdni, pazite na živalce, če jih imate. Drugače lahko pride tudi do neke želje po izolaciji ali pa po nekem duhovnem zdravljenju. Drugače se pa pazite konfliktov tudi doma, Mars le vlada vaši drugi. Pazite na govor, tudi na denar, vlada pa tudi vaši deveti, tako da v bistvu bi lahko vaše delo bolj povezali z nekim, bom rekla, z duhovnostjo, lahko boste se kaj začeli izobraževati, lahko boste vi ponudili neko izobraževanje. Zdaj, lahko bi šli na neko daljše potovanje v povezavi z delom, lahko skupaj z družino, pa sodelavci. Drugače pa dajte se posvetiti temu, da služite drugim, da poslušate druge, da ste uvidevni do drugih. Zdaj, Keto v 6. prinaša neko željo po svobodi, da ne bi to delali, da ne bi imeli nek rigidni urnik. Torej, željo po svobodi na delovnem mestu, ampak to nažalost ne bo najbolj šlo, Mars je v 6. tudi in bo zahteval od vas več, da date več energije v posel, več elana, tudi Saturn v 1., več odgovornosti boste imeli, vi se boste od tega malo umikali, ne boste želeli toliko delati, ampak delo vam bo prihajalo, če boste hoteli ali ne. Zdaj, ta pozicija je dobra, če delate, bom rekla, neko duhovno delo, je pa potem ta pozicija v redu. Drugače pa, tudi glede prihodkov, zdaj, če ste delali dobro, v prihodnosti vam ta povezava tudi lahko prinese, bom rekla, več prihodka v poslu, posebej, če nudite kakšne izobraževanja ali pa če ste povezani s kakšnimi izobraževanji. Drugače pa služite drugim, pomagajte drugim, to bo za vas zelo dobro, pa posvetite se svojemu telesu, športu, prehrani, zdravi rutini, torej da greste pravočasno spat, da greste večkrat v naravo, da greste hoditi. Če imate domačo žival, jo vzemite na sprehod, pa pojdite v naravo, to bo super preventiva za to. Tako da to je to za ribice. Torej, pazite drugače v komunikaciji tudi ribe, posebej v družini, v odnosu z očetom tudi. Vaš oče bi lahko tudi imel kakšne zdravstvene težave ali težave na delovnem mestu. No, zdaj pa ribice, kaj pa vam kažejo karte Rozeta. Kaj ribam kažejo karte Rozeta? Ribe, kaj vam kažejo karte Rozeta? No, poglejmo še za ribe. Ja, neko izobraževanje vas čaka, drugače pa boste, mogoče ne boste točno vedeli, kam bi se usmerili v delu, torej, kaj bi delali, kako bi delali, želeli se boste malo umikati, tako kot sem rekla že, ko sem vam razlagala vašo tole astrološko sliko, torej boste se želeli umikati, boste brezvoljni, neaktivni, ampak vas bo pa to rešilo, da boste šli malo več v družbo. Torej, in potem bo to pri vas prebudilo novo energijo. Boste malo apatični, no. Zdaj, če imate kakšno izobraževanje ali pa če se boste vi lotili nekih izobraževanj, boste tako, ne boste vedeli, ali bi ali ne. Po eni strani bi, po drugi strani ne bi, ampak če boste šli, boste dobili nov zagon, novo energijo, tako da dajte to, no. Z enimi stvarmi boste prekinili, no, z nekimi negativnimi vzorci, negativnimi navadami, mogoče boste prehrano prekinili, tako slabo, sem že prej rekla, se lotili nekega, bom rekla, neke zdrave rutine, da boste se več gibali, jedli zdravo, nekaj se bo spremenilo, no. In vam bo to prineslo precej več energije, no. Drugače pa se pazite konfliktov, ja, konflikt je neka težka situacija, imeli boste občutek, da ste sami za vse, tudi v poslu. In pazite se, res pazite se konfliktov.
Bodite previdni, no. Poskrbite zase, torej umaknite se od agresivnih ljudi, no. Ker tale Mars Ketu v 6, torej lahko se kakšni sovražniki pojavijo, kakšni ljudje, ki kar pridejo od nekje pa vas napadejo, ne. Pač to je neka sovražna energija, ne, v 6. hiša so hiša sovražniki, nasprotniki. A ne, tako da bodite tukaj previdni, no. Lahko sosedje, okolica, mlajši bratje, sestre, tudi bi lahko kakšni konflikt, tako da bodite previdni, no. V družini poskušajte res stvari reševati na miren način. Ker so neke težke razmere, ampak vi boste delali na tem, da boste poskrbeli zase, za svoj mir. Tudi tale Saturn je dober za vas, ker ribe ste občutljive, vam daje neko treznost, hladnost, mirnost, da niste toliko agresivni, da se ne odzivate jezno, ne, to je za vas dobro. V bistvu je ta tranzit za vas v redu, ne, v tem smislu. Ne. Drugače pa res izobraževanje, tukaj je bila polna luna, torej v vaši 9. v Škorpijonu, tako da lotite se kakšnega izobraževanja, lahko duhovnega, ali pa vi ponudite kakšno izobraževanje, zelo, zelo dober čas za to. No, to je bilo za vsa znamenja vse, jaz upam, da ste uživali v moji napovedi. Naj vas še enkrat povabim, da kupite mojo napoved Rahuja v Vodnarja in Ketuja v Leva. Napoved je narejena v PDF obliki, dobite torej vsa znamenja in seveda lahko pogledate za vaš ascendent, luno in sonce in je torej ta napoved dostopna po zelo ugodni ceni 32 €. Spodaj bom prilepila link za prijavo, torej greste na mojo spletno stran, se tam prijavite, vplačate 32 € in dobite PDF. Torej napoved v obliki PDF-ja na vaš mail. Za danes vas pa lepo pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.